Lepo pozdravljeni, sem Lare Žurga, sem vodja šole preživetja v naravi. Danes, kot sem že v prejšnjem videu obljubil, vam bom povedal, kako sem postal inštruktor preživetja v naravi. Danes vam bom kar precej povedal o moji zgodovini in seveda tudi nekaj vsakdanjosti na to temo preživetja v naravi. Razmišljal sem, kako pomagam dostim udeležencem naših delavnic, tečajev, do novih znanj in pa v bistvu, kako postaneš inštruktor preživetja ali pa učitelj veščin v divjini, divjini in pa tudi v urbanem okolju nenazadnje, zakaj pa ne. Tudi tega sem se mogel naučiti. Na začetku moram povedati, da prihajam iz Dolenjske, sem iz ene manjše vasice na Dolenjskem, iz okolice Šentvida pri Stični. Danes menim, da mi je to ena taka velika prednost pred nekom, ki je živel recimo v mestu v mojem času. Odraščal sem na taki manjši kmetiji, pri stari mami pa so imeli v bistvu bistveno večjo kmetijo. In pa seveda to za seboj potegne veliko enih znanj, ki jih danes, ki lahko rečem, danes tonejo v pozabo in se zdijo povsem samoumevna, čeprav niso. Je v bistvu treba kar dosti delati na tem, da se te stvari ohranijo. Dodana vrednost je tudi, da sem vsako poletje s svojim mlajšim bratom, ki je bil tabornik, hodil na 10-dnevni ali pa kaj takega tabor, torej s taborniki na Kolpo. Sam nisem bil nikoli član tabornikov, torej nisem nosil kroja, ampak to nič ne pomeni, da sem karkoli proti, bog ne daj, celo sodelujemo z njimi. Sem pa opravil v bistvu vse te njihove taborniške veščine, ko sem bil tam, v bistvu so bili topograf, se spomnim, zbiralec zdravilnih zelišč, potem pevec, bolničar, lokostrelec, plavalec, ribič, kuhar in še mnogi drugi. Tako da takrat se seveda nisem zavedal, seveda ne, da bom danes podobna znanja prenašal na ostale, v bistvu še manj pa, da bom pisal o tem, ali pa snemal prispevke ali pa oddaje za razne televizije in radije, to seveda na to temo preživetja v naravi. Torej, tle sem kar nekako podkovan. Naj povem, da je v pripravi tudi ena moja knjiga, ki smo že pri tem opisanju, se pravi, knjiga je že nekako, osnutek je narejen, nekaj testov je že pripravljenih, skratka, ima zgodbo, kako skupina mladih preživi počitnice pri svojem stricu brez telefona, skratka, nek priročnik je, dajmo reči, zraven za preživetje še. To je še v povojih in se bo kmalu rodilo, upam vsaj. Skratka, vsa ta znanja in veščine sem srkal v bistvu in poskušal na terenu, vendar takrat ni bilo veliko literature na to temo, o preživetju v naravi. Do srednje šole sem imel kakšen taborniški priročnik, mogoče, ne spomnim se glih najboljš. Se pa spomnim pol nekje, ker sem dobil v srednji šoli eno knjigo Življenje v naravi, slovenščini. Takrat je bilo to za mene, ko bi mi nekdo odprl Sveto pismo za nekoga, pa pustimo to. Ampak res, tata mata, se reče. Seveda nisem dojel, da samo posoduješ knjigo, torej je treba tudi prebrati, je treba iti na teren in seveda vse preizkusiti, in tako je bilo. No, potem smo nekako v srednji šoli, gostinski šoli, sem imel še 3 sošolce, s katerim smo bili kariti pa srajce skupaj, navdušenci veliki nad avanturami v naravi. In seveda v prvem letniku smo se odločili, da gremo na poletne počitnice kar za 3 tedne gor na Koroško, brez hrane. In seveda smo preživeli, zato sem tukaj. V drugem letniku smo seveda zadevo ponovili in tako je šlo vse naprej, tudi za 3 tedne, itak popolna divjina. V radiju 10 kilometrov ni bilo nič okrog, skratka, o tem pa mogoče malo kasneje. Skratka,
Nam je to velik izziv, res. V bistvu smo bili pa potem po končanem tem dogodku zelo srečni. V bistvu smo vsi ful napredovali v mnogih pogledih, a ne. Imeli smo zagotovo veliko več samozavesti in tudi boljšo samopodobo zagotovo. In pa da seveda o novo osvojenih znanjih ne govorim, a ne. To pa teh veščinah, to je itak več glav, več zelja, res reče malo v hecu, a ne. To je dejstvo. Potem so sledile seveda v drugem letniku zimske počitnice in itak smo se odločili, da gremo spet gor za 7 dni, kakor so bile počitnice dolge, na našo lokacijo. In takrat smo seveda imeli s sabo nekaj hrane tudi, a ne. Tako tega se spomnim, da smo imeli enega piščanca, in katerega smo pekli v našem bivaku, na ražno, na eni palici v bistvu. Nekaj konzerv, kruh smo sproti pekli, tako da lahko povem, da smo to potem tradicionalno ponavljali, te naše dogodke, torej mi 4, sprav vsako poletje, vsako zimo, še po končani srednji šoli praktično smo hodili, torej ko smo bili na fakulteti, smo bili sošolci tudi, smo hodili itak vsak po zimi in po leta, ne. Tako da, če bi to naši starši vedeli, da smo bili nekje brez hrane in kje smo se potepali, sploh ne vem, kako bi odreagirali. Tako da, mislim, ja, zdaj vejo, ampak takrat se jim tudi sanjalo ni. V bistvu potem so se naše poti pa razšle in jaz sem ostal eden tistih 4, ki v bistvu to tradicionalno nadaljujem vsako leto. Na tej naši lokaciji grem vsaj za en vikend v bistvu, ali pa rajši za več dni, če je le možno, tja in torej tradicionalno in seveda sem tudi s sabo prijateljev vzel na to lokacijo, ne. In seveda, ker smo spoznali, kako lahko recimo skupina 10 ljudi, odraslih govorim, a ne, cel vikend preživi z 1 kilogramom riža ali pa še to ne, se pravi kobilte, ocvrte kobilice in tako naprej. Skratka, in seveda ti prijatelji so mi pregovarjali, daj ti imej šolo preživetja, ti to obvladaš in tako naprej. Meni se še sanjalo ni, kakšno šolo preživetja, mislim, o čem govorite, mislim, kako sploh, ne. In če dobro premislim, v bistvu takrat v tistem času sem vedel samo za Braneta T. Červeka, katerega seveda zelo cenim in spoštujem zagotovo. Sva tudi znanca in mimogrede tako rekoč dandanes učiva udeležence enakih ali pa zelo podobnih veščin. Vsak seveda na svoj način, na svoj osebni način, da bom bolj natančen, a ne. Torej, jaz sem jaz, Brane je Brane. Tako da bi hotel tudi to reči, da sem v tistem obdobju, nekje je bilo to okrog 2008, ne vem točno, približno se, pač knjig na temo preživetja v naravi pri nas ni bilo za dobiti, a ne. In ni bilo kar tako enostavno, v bistvu tudi posameznikov ali pa organizacij, ki bi ta znanja predali, poleg v bistvu tabornikov, skavtov, Slovenske vojske, v bistvu jaz osebno nisem poznal. Šele potem, kasneje, so se začele pojavljati razne oddaje o preživetju, če se spomnimo, a ne, tisti, ki ste moj letnik, sem 79, by the way. Skratka, takrat so se te šovi začeli in takrat sem tudi šele potem po tistem prišel do nekih knjig, v glavnem sem jih kupil v tujini, seveda v angleščini. Veliko sem jih prebral, absolutno, ogromno informacij dobil, preizkušal na terenu, itak. In seveda ta znanja predajam potem naprej svojim prijateljem in, kot sem že omenil, torej moram uporabiti dobre definicije pri predajanju tega znanja, a ne, ker to znanje sem v bistvu preizkušal tudi na teh prijateljih. In na ta način ugotovil, a me sploh razumejo, kaj jim govorim, a ne, a imajo kakšno korist od tega, a ne, torej so kaj odnesli tega, kar sem jaz dal. In ko v bistvu skušaš nekaj predati, moraš začeti pri osnovah, a ne, to je pa definicija. To je v bistvu prva stvar, na katero sem naletel.
In pa seveda, glede na to, da sem že takrat dosti izkušen, lahko rečem, in dosti informacij, sem bil v bistvu pripravljen preživeti tudi dalj časa v naravi, je bil izziv, kako najti pravo definicijo, če nimaš prave definicije, potem tudi ne veš, v bistvu, kaj je tvoj cilj. Čist smiselno, kaj rečete vi. Torej, moraš vedeti, kaj je definicija in jo pač čim bolj plastično naprej predati. Recimo, kaj je definicija netiva? Kaj bi rekel? Netivo so vse suhe snovi, torej pa stvari, ki so tanjše od šivanke za šivanje, ujamajo iskro ali pa plamen in zagorijo, preden preštejemo do 5. To je definicija, kaj je torej netivo. Koliko velik ogenj potrebujem? To sem definiral na podlagi svojih lastnih izkušenj, ker sem bil ali predaleč od ognja, ali pa mi je bilo prevroče, ali pa zelo neprijetno, ker sem bil preblizu. Takrat sem mogel pač tudi obdržati primerno razdaljo, da si kaj ne ožgeš, da se ne opečem in podobno. Torej, vse veste, kako je z ognjem. Torej, definicije so bile ključne za mene, torej, da sem se naučil tudi sam definirati stvari, da sem jih lahko potem kot inštruktor naprej predal. Potem pa pridemo do preverjanja, v bistvu, naprimer, kako signaliziramo ali uporabimo CD, poznate plošček CD, namesto ogledala, primer. A ste prepričani, da je ta CD boljši od tega ogledala, se pravi, da vas bo pilot, ki je na 1 kilometru stran, torej oddaljen od vas, prepoznal in vedel, da vi rabite pomoč? Vprašaj. Vprašanje, Se pravi, plošček, pločevinko ali pa karkoli ste nekje pač prebrali, da je to, s tem se super signalizira. Naj vam pa povem, da če imate za tole plošček ali pa ogledalo, ni boljšega kot je ogledalo, torej kot karkoli drugega, od pripomočkov za signaliziranje. Tako da na to moramo biti pozorni pri tem preizkušanju, torej če nekaj vidite na YouTube ali po knjigi, pol pejte to tudi preizkusiti na teren. Se pravi, kot sem že tudi sam rekel, na lastnih izkušnjah sem gotovo, kaj deluje in pa seveda tudi, kaj manj deluje. V kakšni reviji boste videli, recimo, torej v zimskem času tipik, v katerem gori zelo majhen ogenjček, nek zvezdni ogenj. Vi ste obitek kratka polena, nobenih skladoven zraven in se sprašujete, a vas bo ta ogenj grel pri -20 stopinjah Celzija, -20, a vas bo to grel? Ja, seveda ne. Pravi, ta ogenj bo, bom rekel, grel to, kakor bo, Skratka, meni so izkušnje pokazale, da so pri -20 pač malo drugačne stvari, Skratka, imel sem pa tudi srečo, če nadaljujem, da ne bom preveč zafilozofiral, ko sem se pojavil na sceni, bom rekel. Bil sem zelo motiviran, da seveda postanem to, kar sem postal, torej inštruktor preživetja. Vedel sem, da potrebujem ogromno znanja, katerega sem prenašal naprej. Torej, da sem pomagal nekomu odkriti naravo vsej svoji lepoti in ga naučil nekih veščin. Torej, učiteljev preživetja v naravi v Sloveniji takrat ni bilo veliko. V bistvu tudi danes je to bolj v tujini razširjeno, da bi pa prav živeli od tega, pa nas je verjetno 50, kaj takega. Seveda pa so to tisti, ki poleg svoje službe tudi to opravljajo, hvala Bogu, tako da tam zapa. Ja, tako je
Zavedal sem se, da ljudje dejansko veliko hodimo v naravo, hribarimo, torej ne hribarimo, hodimo v hribe, hodimo po gozdovih in tako naprej, smučamo, gobarimo, kot sem rekel, ne. In lahko zaidemo in se izgubimo, ne, in se tudi lahko poškodujemo. In sem bil prepričan, da ljudje rabimo take informacije, preizkušene, ne, torej preizkušena znanja, da ne odkrivamo tople vode, a ne. Temu so, na primer, namenjeni tečaji. Naj bo to tečaj šivanja, varne vožnje, šola vožnje, letenja, plovbe, varna uporaba motorke, tečaj preživetja v naravi in v urbanem okolju, če hočete, in podobno, a ne. Tako da, to je najlažja pot. Imel sem pa tudi srečo, da sem osebno spoznal nekaj ljudi, kateri so mi tudi nesebično pomagali, Tomaž, Igor in tako naprej, da ne bom vas, pa še koga bi lahko naštel, ampak skratka, zelo so mi pomagali pač z nasveti, kako se tega lotiti. Seveda je pa trajalo potem kar nekaj let, preden sem jaz izvedel prvi tečaj, za katerega so sami udeleženci za to plačali, ker prej je bilo to vedno gratis in sem gotovo, zakaj bi gratis, ker ne pridejo ljudje tja. Skratka, zdaj se profesionalno ukvarjam s tem in s tem pač živim od tega, ne. Tako da imam na svojih tečajih udeležence, ki so na določenem področju absolutno bolj podkovani od mene, a ne. To je super, ker v bistvu se jim prepustim, jih poslušam in se na ta način naučim novih stvari, katere potem spet dopolnjujem v svojih tečajih. In seveda se to sproti dopolnjuje, ne, in rastemo vsi, ne, tako da to pol prenašamo na delavnicah, na tečajih, kot sem že rekel, ne. Super je prejeti neke, torej povratne informacije od udeležencev, sploh pa tiste, ki so ti ljudje hvaležni, pa pač ti javijo pol čez nekaj časa, kako jim nekaj dobro gre, kaj so se dobrega naučili in to je tisto res zadovoljstvo. Seveda te informacije zagotovo vplivajo tudi na naš program, ne, kot sem že omenil, da to poskušamo sproti piliti, a ne, vsako stvar. Tako da vprašanje nam je se pa tudi verodostojnost učitelja, preživetja v naravi ali pa inštruktorja, ne, se pravi, kakšno znanje in izkušnje ima, ali ti odgovori na vprašanja, ne vem, iz antropologije, iz znanosti, iz kemije, iz fizike, ne, če hočete. Pri bivakih gre izključno za fiziko, ki je prisotna, ne, zagotovo. In kot arhitekt morate v bistvu znati načrtovati, kako postaviti bivak, upoštevati, ne vem, odbojnost, absorbacijo, padavine in koliko boste to, ne vem, naložili in tako naprej, da si boste primerno zatočišče pripravili. Torej, če se teh stvari ne bomo zavedali, je v bistvu ali pa ne znamo ali pa nimamo ustreznega orodja, bomo igrali na srečo. Enostavno. Torej, pomembno je obdržati telesno temperaturo, imeti znanje in pa orodje. Kot nek trikotnik, če si predstavljate, a ne. Če vzamemo eno od teh naštetih stvari stran, smo v težavah, a ne. Če imate znanje, pa nimate orodja, boste težko, torej ste lahko kar hitro v težavah, skratka, kakorkoli. Res ogromno knjig sem prebral, priročnikov, v tem sem entuziast, uživam v tem že od malih nog, in sem v bistvu tudi s časom postal bolj selektiven, sem se bolj fokusiral v kakšne določene stvari, ki so mi zelo blizu. To pa zagotovo izboljša moje poglede, in v bistvu znanja s temi dobrimi temami, ki jih v bistvu prenašam v prakso. Specializiral sem se v bistvu za Slovenijo, jasno, ker sem tukaj najbolj doma. Največ delamo na blokah. Je pa tako, da če se vrnem malo nazaj, je to moje otroštvo na podeželju zelo vplivalo na mene. Za te izkušnje sem res
hvaležen in noben mi jih ne more vzeti. A ne? Delo na kmetiji, na njivah, gozdovih, delo z živalmi, gasilstvo, če hočete, streljal sem, še vedno danes streljam, pač za dušo, lov, ribolov, pionirstvo, torej grajenje, stezosledstvo, orientacija, vremenoslovstvo, kuhna me zanima, sem gostincem vam rekel, taktične veščine, če hočete, samoobramba ruska, pa ni pomembno, permakultura, življenje v naravi in še, ne. Tako da, evo, toliko na kratko, če je bilo to na kratko, ker po moje sem bil kar malo dolg. Če ste stvar pogledali do konca, verjamem, da vam je bila stvar zanimiva. Tako da predlagam, da se naročite na naš YouTube kanal, poiščete tam zvonček in vam to vzame nekaj sekund in je seveda gratis. Seveda, te vsebine so zlata vredne, saj jaz jih tako ocenjujem in jih se dobro koristi z njimi. Torej, naprej se zahvaljujem že za zaupanje. Torej, se vidimo v naslednjem videu. Srečno!